Trenutno se nahajam na Notting Hillu, to je zahodni London, drugače pa živim v Actonu, to je še mečkam bolj zahodno, druga cona, tam zdaj živim že 3 leta praktično. Si zdaj v teh zadnjih dneh občutil kaj na lastni koži ali imaš kakšne osebne izkušnje s temi neredi, ki jih spremljamo? Ja, v bistvu sem se načrtoval vsega skupaj izogniti, ampak sem imel smolo včeraj, sem šel na fakt v Ealing, to je isto zahodni London, hotel sem nekaj papirje vzeti, pa v bistvu je v Ealingu tudi na eni glavni cesti, tam so ljudje, mladina, vse skupaj dela mladina, so požgali prejšnji večer ulice pa tako naprej, tako da je bilo še zmerom vse zaprt, tako da tudi na faks nisem mogel prijeti, pa cel del mesta tam vse je bilo zaprt. Toliko so poveča število vseh policaj, da je kar smešno. Problem je karkoli narediti, drastičnega, videl sem, da razmišljajo o plastičnih nabojih, pa vse skupaj praktično ima kar dosti zavezane roke, ker je vsaka malenkost, ki naredi nekaj sporna, tako da je meni se zdi kar fenomen, kako je cel sistem proti policajem, po drugi strani pa to drug pa naj bi, mislim, zato so policija. Tako da zdaj praktično, ker se kriminal seli iz Londona ven, se to v bistvu se stanje skupaj umirja, pa se iz ne vem koliko jih je bilo, 30,000 policajev se nekako rečijo. Sem bil v kontaktu s prijatelji, ki so kar pospešeno šibali ven, ker imam par prijateljev na vzhodni strani Londona, kjer se vse skupaj tudi dosti dogajali, pa južni London, tako da so kar previdno šibnali ven iz teh, kankoli ne veš, če recimo v enem delu, recimo Croydon, pa da zraven, da si, ne vem, živiš na Forest Hillu, je vsem bolj biti previden, kankoli ne veš, kdaj bo še tam zbruhnil, tako da so tudi, predvsem so pa moji prijatelji nekako se pritoževali nad tem, da se podzemne zaprejo prej, kot se njihova služba konča, pa take zadeve, ker se podzemna zaprla ob 4:30 popoldne. V teh predelih mesta, kjer se je največ dogajalo, je zelo malo turizma. Zdaj ne vem, koliko se je v samem centru sploh kaj hudega zgodilo, ampak v teh delih, kot so ljudje dejansko požigali ulice, pa trgovine, pa kradali, pa ni sploh turizma tam. Bi pa reče povedal o glavnem vzroku, zakaj so vse skupaj to sploh razširali, mladina to izrabe, zdaj trenutno situacijo. Tole šolsko leto, ki prihaja, bodo šolnine več kot 130% dražje. Zelo je težko dobiti službe, če si recimo glikar doštudiral, kot sem tudi jaz. Je zelo težko zdaj za mladino, pa davki ne bi se še dvigali. Tako da so praktično mladina zdaj izkoristili tole, da praktično naredijo cel kraval, zaradi tega, ker so nezadovoljni. Ogromno njenih ljudi, ki ima probleme, so zelo nezadovoljni, ne morejo dobiti služb in hoče svoje povedati.